nesrečno dejstvo je to, da mi, časopisni novinarji, ob vsem ugledu, ki ga uživamo, smo veliko cenejši od televizije. Televizija konjenica. Kada pridejo televizijci, časopisni reporteri pobegnemo, zato ker njih je zmeraj ena množica, vsi pikirajo na isto temo, vse potocajo okrog sebe in jih, kot ugotavljajo televiziji, zanima samo slika. Mi se ukvarjamo z vsebinskimi vprašanji, smo tako rekoč zastojni, ker nam pač 4 ure cajta na terenu, da pomeni noben strošek. Kavo nam ponovadi plačajo te, ki jih intervjujo. Edino, kar je v obtoku. Zdaj, iz te teme se da delati norca, pa se jo da resno vzeti, bomo oboje počeli. Tam si ti omenila nekaj vprašanj, zakaj Madžarska ni na televiziji. Jaz sem včeraj imel priložnost govoriti z gospodom Cukorjem, ki je madžarski veleposlanik v Ljubljani, in me je opozoril na še en večji in dosti bolj zanimiv detalj, da namreč koalicijska pogodba, ta nove koalicije, komunistične, našteva, kako bo oblikovala svojo zunanjo politiko do sosednjih držav in našteje Italijo, Hrvaško in Avstrijo. Madžarske pa nekaj pozabi našteti med sosednjimi državami. Tako da bi jaz sklenil, če je res to, kar ugotavljate, da obstaja neka korelacija med interesi za kombinacija politike in javnosti in reprezentacijo na televiziji, pol to seveda ni naključje. To izbor tem, ki se pojavljajo na televiziji, isto kot izbor tem, ki se pojavljajo v časopisih, je v nekem odnosu glede na interes, ki ga industrija, in tle govorimo o novinarski industriji, ne o novinarski umetnosti, ima. Pač, ta interes je še kar logično strukturiran, se meni zdi. Je pa drugače strukturiran pri komercialnih medijih, pri komercialni industriji in pa pri javni industriji. Vsaj moral bi biti tako. Se meni zdi, da komercialna novinarska industrija nekako ima to tendenco, da ponuja bralcem in gledalcem tisto, kar si želijo videti. Funkcija javne televizije je v tem, da jim da tudi to, kar morajo videti in vedeti. Vsaj ideja se mi zdi, da je v tem. To, kar določi ta nabor tem, se mi zdi to, da javna televizija mora biti ni tako javna, kot bi rada bila, in da poskuša tudi sama biti všečna gledalcem in se ukvarja z rejtingi. Po moje, ko je tle nekaj mora biti narobe v tem, kako je strukturiran medijski prostor, če ima javna televizija iste preokupacije kot komercialni mediji. Ideja javne televizije se mi zdi ravno v tem, da ponuja tisto, kar moraš vedeti, pa mogoče ne prinese rejtinge, ni tako absolutno atraktivno, ni entertainment, ampak je vsebinska poskus vsaj, koliko to novinarji lahko naredimo vsebinskega razumevanja sveta in bolj predstavitve tega publiki, z malo strasti in srca, ni treba, da smo vsi tam kot peka morti na pogrebu, ampak se mi zdi, da problem je, kako ga jaz razumem pri televiziji, jaz ti razumem zgolj kot spektakl, rečeno, če ravno kaj resnega razumem, mi na pamet ne pade, da bi gledal poročila, ali kaj drugega vzamem, bi še resen medij v roke. Ampak problem je v tem, da je ideja v tem, da mora biti informacija spektakl in v komercialni televiziji mora biti, ker oni od tega živijo, na javni televiziji nepotrebno. Meni, zabavne informativne oddaje na televiziji se mi zdijo izguba časa. Ne pričakujem od javne televizije, da me zabava. Hočem, da me mori s problemi, o katerih hočem nekaj slišati. Zdaj, televizija je seveda v dosti bolj tragičnem položaju kot vsi drugi mediji, zato ker je draga kot pes. Vem, kako ima, na tisto hišo gre najbrž 10.000 ljudi. Vem za BBC, da ima samo za domače potrebe ima 30.000 zaposlenih. World Service gre na 50.000, se mi zdi. To so številke, ki jih v časopisih ne znamo misliti. Televizijska, ta produkcija televizijske informacije je draga. In
Zdaj, komercialne televizije se znajdejo in golfajo, pač kot informacijo ponujajo risanke. Ne? Od nacionalke seveda pričakujemo dosti više standarde in po moje tle, kar, pa še eno klepaj bilo, meni se mi zdi, da je danes slabše kot kdajkoli prej. Meni se zdi veliko boljše.